Z gospo Ogrin se srečava v parku pred domom starejših v Kopru. Nasmejana in dobre volje pove, da se odlično počuti, je dobrega zdravja. Pravega recepta za dolgo življenje pa nima. Morda? 105 let morate biti pripravljena. Jaz sem se pripravila. Ob visokem jubileju pa so ji tudi njeni najbližji pripravili posebno praznovanje, kot to počnejo že vrsto let, s pesmijo in presenečenji. Zelo smo veseli, da smo dočakali ta dan. Veseli smo, da je mama v stanju, kakršnem je, da nas pozna, da se z njo pogovarjamo, nasmejimo, da prepozna vse prijatelje in sorodnike, ki jo obiščajo. Mi smo ponosni, da je stanovalka našega doma, da je izbrala ravno naš dom in se trudimo dnevno, da je gospe lepo kot vsem ostalim stanovalcem. Tokrat jo je obiskala tudi njena nekdanja učenka Alferija Bržan, ki je ob tej priložnosti napisala pesem. Dobrih želja, rojstnodnevne torte in prav posebnih daril za najstarejšo občanko Kopra tudi tokrat ni manjkalo. Mi smo zelo veseli, zato sploh pa, ker je gospa, bom rekla, še zelo vitalna, kar se tiče predvsem pogovora z njo in vedno nasmejana, dobre volje, vedno vsakemu nameni par besed. In kot je gospa Ogrin dejala v pogovoru, pomembno je gojiti dobre misli. Naj bo teh v izobilju z željo, da se znova srečamo prihodnje leto.